Zakaj so se prebivalci Polhovega Gradca odločili, da na tem mestu postavijo tako mogočno cerkev, ni znano. Domnevajo pa, da bi naj šlo za zaobljubo ali celo prestiž. To grofovsko cerkev lahko občudujemo tudi danes. Cerkev je umetnostno-zgodovinski spomenik državnega pomena. Graditi so jo začeli leta 1525, posvečena pa je bila leta 1613. Ob pogledu nanjo je škof Tomaž Kren zavpil Magnifica, kar pomeni veličastno. Stranski oltar svetega Valentina z letnico 1627 bi bil, če ga ne bi večkrat predelali, najstarejši zlati oltar na Slovenskem. Cerkev svetega Petra ima tudi zelo nenavaden vhod, saj vanjo vodi kamnito stopnišče. Kot zanimivost, tu so snemali tudi slovenski film Samorastniki. Jaz sem Bogdan Oražem, župnik župnije Polhov Gradec. Doma sem iz župnije Sodražica pri Ribnici. Tukaj sem pa že župnik skoraj pol svojega življenja. Ne nahajamo se v župnijski cerkvi, ampak v naši, rečemo, katedrali, največji cerkvi v Polhovem Gradcu, in to je cerkev svetega Petra. Vsi mislijo, da je to najstarejša cerkev, v resnici pa ni. Vse male podružnice, ki jih imamo, so gotskega izvora in so bile v baroku povečane. Vidite pa, da te ni bilo treba povečati, zato je ohranila ves svoj gotski značaj, kljub baročnim oltarjem, ki jih ima. Domačini se radi pošalijo, kajti v dvoru, kjer se nahajamo, je podružnična cerkev svetega Nikolaja, tukaj spodaj, takoj pod to mogočno cerkvijo. In domačini rečejo, da ko so delali to cerkvico, jim je nekaj materiala ostalo in so zgradili še tole. Seveda to je dobra šala. Ta cerkev ni bila podružnica, ampak je bila grajska cerkev, to se pravi vezana na graščino in na njen vpliv v kraju, kjer mora biti zelo močan. Tudi zaradi tega verjetno so bili zmožni postaviti tako veliko, res gromozansko cerkev, pravcato katedralo, ki pa ima v svojih temeljih tudi kamne iz bivšega gradu, ki je bil podrt med tistim hudim potresom leta 1511, in ravno letos bomo obhajali 500-letnico postavitve temeljnega kamna za to mogočno cerkev. Jaz bi pri njej izpostavil predvsem ta njen gotski značaj, ki res diha v tej stavbi, tudi znameniti kasetni strop nad nami, kjer so pa tudi zapisane najstarejše slovenske besede na javnem mestu iz leta 1577, in na teh črkah piše, to so ene buštabi in to je eno gvelbanje. No, ta šaljiv zapis, v katerem je hotel pač verjetno umetnik povedati, da mu ni čisto ratalo na leseni podlagi imitirati gotski hreber, ampak se je vendarle potrudil. Tudi ta mogočni kip, ki visi s stropa, je znamenje, kakšen vpliv je ta cerkev imela širše na našem prostoru, saj so ta kip darovali romarji iz Vipavske doline. To pomeni, da so v srednjem veku dejansko sem hodili romat iz vseh del naše dežele. Tako da ima res tak romarski zgodovinski pridih nekih časov, o katerih govorijo tudi stranski oltarji. 6 jih je in so na nek način nek letopis oskrbnikov gradu, ker vsak oskrbnik je tukaj postavil votivni oltar, kjer se je darovalo za njihovo družino, svete maše. In če preberete napise, vidite, kdo je upravljal grad v kakšnem času, tudi družinski člani so napisani, tako da je to pravcat, bi rekel, zgodovinski zapis, kdo je upravljal grad, in tako je to močna povezava te mogočne stavbe tudi z graščaki v Polhovem Gradcu.
Slišali sva, da je cerkev kar priljubljena za snemanje filmov in serij. S čim jih tako navduši, da jo izberejo? Jaz mislim, da predvsem s to gotsko arhitekturo, sploh če se gre za snemanje prizorov iz srednjeveškega obdobja, tako da snimali so veliko filmov o svetnikih iz te dobe, ker pač že sama impozantnost stavbe je tako prepričljiva, ne, in dejansko tudi je bila zelo malo barokizirana, razen z oltarji, arhitektura pa je ostala res pristna. Pred leti je eden od naključnih obiskovalcev rekel, da ga pogled na Polhov gradec spominja na jaslice. Kaj je s tem mislil? Nekateri pripisujejo, da je ta naključni obiskovalec bil sam Ivan Cankar, ampak jaz v njegovih črticah tega nisem našel. Se pa radi morda pobahamo, da je on to rekel, ampak ne vem, verjetno lahko marsikdo povzame ta občutek, sploh ko prihajate iz smeri Ljubljane proti Polhovem gradcu in ko pridete do naselja Srednja vas, se vam odpre čudovit pogled na župnijsko cerkev, na cerkvico Svete Elizabete, potem pa v ozadju Kalvarija, kjer je stal Stari grad in je sedaj kapela Žalostne Matere Božje z postajami križevega pota in potem impozanten zadaj grič, hrib, Sveti Lovrenc ali gora, kakor mu pravimo. Zakaj pa ste radi tukaj, župnik? Sem me poslal Načkov, a ne. Jaz sem bil prvič v Polhovem gradcu, ko sem dobil dekret, ampak enostavno zaživiš z ljudmi, so res srčni ljudje, mi jim rečemo hribovci, čeprav je precej doline, zelo odprti, ko te enkrat sprejmejo in postanejo tvoja družina, potem si postaneš del njih, a ne. Slišali sva pa, kot ste že zdaj sami povedali, se Župljani zelo radi družite. Poseben pečat druženju pa dajete tudi na Farni dan. Kdaj ga praznujete in kako to vse skupaj izgleda? Žal moram reči, da nam je Farni dan odnesla korona. Praznovali smo ga do korone redno in sicer edino nedeljo v pozni poletju ali že skoraj jeseni, ko ni bilo žegnanja, in to je tretja nedelja v mesecu septembru po našem farnem prazniku, ker je župnija posvečena Marijinemu rojstvu. To se pravi, po Malem Šmarnu je bilo vedno najprej še župnijsko žegnanje, potem pa farni dan. Potem so se pa nadaljevala žegnanja po podružnici, tako rekoč od junija do prve oktobrske nedelje rožavenske je vsako nedeljo žegnanje, ker imamo toliko podruženc. Tako da smo imeli farni dan na ta edini vmesno nedeljo, ko ni bilo žegnanj. Praznovali smo ga seveda slovesno sveto mašo in se potem družili čez dan do zvečer, do litanij, v glavnem z nastopi domačih pevcev ali tudi umetnikov, glasbenikov, ljudi, ki so zaznamovali življenje, pa so nam pripovedovali o svojem življenju, o svojih dogodkih v tem kraju. Tako preprosto. No, zdaj pa med korono oziroma po koroni smo pa dali veliko več poudarka na žegnanjih, ker imamo zdaj v soupravi tudi še sosednjo župnijo Črni Vrh nad Polhovim gradcem. Je tako, da je samo ena nedeljska maša, ko so žegnanja, in ljudje so zdaj navajeni, da gredo potem tudi iz samega kraja, iz Polhovega gradca ali pa tukaj iz dvora, ker je večje naselje, grejo pač tudi po podružencah, tudi gor na goro, pri Svetem Lovrencu se nas zbere skoraj toliko, kar je pač nedeljskih obiskovalcev. Tako da smo malo več poudarka dali na ta srečanja, tako da se tudi zadržimo, da domačini tudi malo postrežejo, se malo pogovorimo, sploh če je lepo vreme, smo dali časa skupaj. Kaj vam pa pomeni druženje s farani? Glejte, ena fara postane tvoja družina. Zdaj z družino se pa rad družiš, oziroma jo tudi potrebuješ. Tako da so mi zelo dragocena ta druženja, tudi sploh številna tudi romanja
Tukaj so znana tudi športna romanja, ker imamo še vedno aktualno olimpijsko prvakinjo in smo včasih imeli tudi športno romanje na Ljubno, ko so bili skoki. Pa radi gremo na kolesarska romanja, pa tudi na daljša romanja. Predvsem smo ponosni na romanje v Sveto deželo, romanje po poti škofa in misionarja Tropca, ki je bil domačin tukaj v dvoru oziroma doma tukaj v bližini in je še kot bogoslovec odšel navdihnjen od škofa Friderika Barage po njegovih stopinjah v Ameriko, bil tam posvečen, kasneje posvečen tudi za škofa ob Mississippiju v St. Paulu in po njem se imenuje tudi naš kulturni dom v kraju, dom škofa Jakoba Tropca. Tako da smo uspeli tudi po poti Jakoba Tropca romati in celo smo uspeli romati na Madagaskar, oziroma bolje rečeno, smo imeli nekaj delovnih akcij, ker imamo tam dobrega in znanega misionarja Janeza Krmelja, ki je pa domačin tukaj iz sela nad Pohovim Gradcem. Upava, da boste ta druženja še dolgo nadaljevali. Lepo je slišati, da ste v Župniji tako povezani in vse dobro še naprej. Hvala lepa.